boš kaj povedal, kdaj teče? A lahko že? Obiskali smo. Živijo! Evo, jaz sem Sandi, ti pa spremljaš. Obiskali smo poletno rubriko Radia Robin, tudi takole med vami in danes smo v Šempetri. Ampak ne v tistem na Goriškem, ampak Šempeter na Krasu in v parku vojaške zgodovine, ki pa je največji muzejski kompleks v Sloveniji. Zato jaz rabim vodičko, jaz ne moram vsega vedeti, kaj je to tle. Ne? Živijo, Sofija! Živijo, Sandi! Kam bomo šli danes? Kaj se nam boš pokazala? Pokazala vam bom naš park vojaške zgodovine, ki vsebuje, naš park pač slovi po teh XXL eksponatih, kakor se mi promoviramo, ker je res dosti zavidati teh tehničnih zadev, tehničnih vozil. V bistvu je tu tudi edini muzej, ki ima tako široko zbirko teh vojaških vozil. Pri nas je pa tudi tako od druge svetovne vojne oziroma še pred drugo svetovno vojno, pa vse do tega, kar še zdaj uporablja Slovenska vojska. Sofija, tukaj imamo eno zverino. Res je. Kaj vidimo? Imenuje se Peton. Ne vem, lahko te vprašam, kaj bi rekel, koliko ta tank porabi tako na 100 kilometrov? Ne vem, koliko avto porabi. Moj 7 litrov. Se trudim, da bi manj, ampak dobro. Če bi zložili enih 100 tvojih avtov zdraven, bi prišli na porabo tega Petona. 700 litrov. Ja, ali pa še malo več. Tukaj imamo pa ene jaselce. Kaj pa so ti možički? To pa v bistvu dela en stric, te možičke in so vojaške uniforme. Uniforme predstavljajo. Tako. Tle, če želiš, se lahko preizkušiš v streljanju. Aha, kam pa streljam? Kar vidiš, tisti listek, ki se ti dopade. Čakaj, zdaj moraš ti meni povedati, kako se to oglasi. Kaj bo kaj vsekalo? Zdaj nameraš. Probi. Ne, nič ne vseka. Sofija, jaz sem slišal, da imate tudi simulator letenja, verjetno je to najbolj priljubljena atrakcija, ali kako? Tako, sigurno je nekaj, kar ful popestri doživetje pri nas, ker se lahko pač preizkušaš kot ta prav vojaški pilot. Kaj lahko pravimo že zdaj? Lahko. Gremo voziti. Kaj to je to? To je to. Nimamo samega simulatorja, imamo dva. To je od enega legendarnega, ikoničnega letala iz druge svetovne vojne, Supermarine Spitfire, ki je tudi strmoglavil nad Ljubljano 44. leta in mi smo na podlagi te zgodbe naredili simulator letenja. Tako da tukaj se lahko preizkusiš, ko si ta prav pilot, držiš krmilno ročico, daješ gas, letiš pa nad Slovenijo. Aha, samo zdaj ta gre gor. Končno bom Slovenc, končno bom na Triglavi. Sofija, kam sva pa zdaj prišla? To je pa začetek naše glavne razstave, Pot v samostojnost se imenuje in pač prikazuje pot v samostojnost naše države, Slovenije. In tukaj imamo zemljevid. Kam greš ti letos na morje? Na Krk, pa ti? Tle na Krk, tudi tle Krk, tale mrde kaj v Istro. Sofija, tukaj pa stojiva pred eno nostalgično tablo, je tako? Dober izraz si uporabil. Tukaj si lahko pogledate ta prvi video Slovenije, Moja dežela, tako za malo še več nostalgije. Spremljava poročila iz leta 1991, ki so prikazovala vojna območja? Po televiziji gledava drugi dnevnik iz 27. junija leta 1991. To se smatra kot prvi dan vojne za Slovenijo, 10-dnevne vojne. In vse to spremljava prav v letu 1991, v eni taki dnevni sobi, ta omara Dragica, ne? Ja, res je. Poznaš Dragico? Vsi smo imeli te Dragice v naših dnevnih sobah. Tudi, vse je kot takrat, ne? Zdaj sva pa že na fronti, ne? Čeprav vidim, tukaj imamo Jugota, prizor, ki je realen.
Ja, realen prizor, vzet iz vojne za Slovenijo. Doskrat je prišlo do takega prizora, no, da so postavljali v bistvu avte po cesti ali pa kamione, traktorje, prikolice, v bistvu kar so imeli. No. Koliko je hitrostnega takega Jugota? Koliko bi bila? Kaj bi ti rekel? 150, ne šel? Ja. Skoraj. 135. 135? Ja, gas na polno. Pa so slovenske avtoceste narejene, prilagojene takim Jugetom, ne? Tako, točno tako. Blu. Sofija, zdaj smo pa pod Vuedo, tudi tam se je vojskovalo, ne? Ja, seveda, tam je bilo najbolj skrito. In zdaj je pred nama najbolj priljubljena atrakcija, gremo v podmornico. Gremo v podmornico. Zdaj smo pa v naši slavni podmornici, diverzantski podmornici P913Z. Zdaj je vse lepo, ne? Renovirano, kisik, štima. Se mi zdi, sam 2 sva pa mi je že vroče, ne? Kako je bilo takrat? Ja, še dosti hujše, no. Mislim, tle noter je bilo 25 do 30 stopinj se je segrelo, ne. Te podmornice so bile popolnoma električne. Zaradi tega so bile podmornice tudi malo bolj počasne. Kaj bi rekel, kako gre hitro taka podmornica? Ja, zdaj sme dobila, ne vem. Počasne si rekla, ala, dejva reč 50 na uro. Ne, ful manj, enih 8 km na uro. To je naša fotografska razstava. Po izboru fotografij smo želeli v bistvu dati poudarek prav na ljudi, od res vseh, ki so v požaru pomagali, od samih gasilcev, tudi do policije, vojske, tujih držav in pa ne nazadnje tudi samih prebivalcev, no, ko so trpeli v času tega ogromnega požara. V parku pa nimamo sam muzeja in stvari za gledati, opazovati, ampak je tudi zelo dobro izhodišče za pohodnike, ker gre tukaj dosti enih poti. Najbolj znana je ta pot do vrha Primoža, tako da res vsakdo lahko kaj zase najde. Evo, super, odlično. Torej, odličen razlog, zakaj je treba obiskati Park vojaške zgodovine v Pivki. Torej, vabljeni v Šempetr na Krasi, bova rekla, ne? Ja. In mogoče, ne, če boste imeli tako srečo, kot je danes, vas bo tja popeljala med eksponati, tale simpatična gospodična. Vsi so tudi drugi dobri, no? Vsi so v redi. Vsi smo dobri. Ja, Silvo, v redi si.